DS je znamka za tiste, ki iščejo prestižen avto, ampak nekoliko drugačne občutke. No, tako so nam povedali pri DS-u, ko smo jih poprašali o njihovem krogu kupcev. Ampak drugačne v primerjavi s čim? Gre seveda za večinoma ali pa celo izključno nemško konkurenco. In to velja sploh za model DS4, ki ga postavljamo ob bok Mercedesu razreda A, BMW-ju serije 1 in Audiju A3. Ker te modele že poznamo razmeroma dolgo, tako dobro vemo, kako si premijski kompakten segment predstavljajo Nemci. No, kako pa si ga Francozi? Naš odgovor se glasi drugače, ampak v resnici ne tako zelo. No, razložimo tekom testa, še prej pa vas spomnimo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem z vsemi novostmi. Prvi razlog, ki govori o drugačnosti in svežini modela DS4, je njegova oblika. Oblikovalski jezik, ki ga prinaša, je namreč nov tudi za znamko. Glavni elementi so ostre, da ne rečemo agresivne linije in bogastvo detajlov. Po našem mnenju gre vsekakor za najbolj vizualno dodelan DS-ov model doslej. In temu dejstvu botruje tudi ta zelo izrazit LED svetlobni podpis, ki je plod slovenskega znanja in smo vam ga v naši oddaji že podrobno predstavili. Povezavo do prispevka vam ponudimo na koncu videa. Da je na tem avtomobilu vse resnično podrejeno estetiki, pričajo tudi te kljuke vrat, ki se zelo lično skrijejo. Ampak še bolj kot zunaj, pa je to očitno v notranjosti. Zanimivo je, kako so pri DS-u uspeli v oblikovanje integrirati tudi elemente, ki služijo goli funkcionalnosti. In dober primer je osrednji zaslon, ki ne štrli nekje na vrhu armature, ampak je del tekoče linije. Še boljši primer pa so srednji zračniki ventilacijskega sistema, ki so skriti tukaj spodaj, reguliramo pa jih z diskretno ročico. No, nam je sicer zelo všeč, da imamo tukaj nekaj fizičnih tipk do najpomembnejših funkcij prezračevanja, vseeno pa bi bilo morda bolje, da bi tole ročico nadomestil še gumb za reguliranje temperature, ki jo moramo zdaj iskati tukaj po menijih osrednjega zaslona. Sam zaslon je sicer lepo grafično dodelan, spodobno odziven, všeč pa nam je tudi možnost prilagajanja bližnjic. In še zanimiv, mogoče celo malo staromoden dodatek, tukaj imamo popolnoma navaden fizičen gumb, ki nas pripelje domov oziroma na začetek. In ta gumb je v resnici zelo koristen, sploh ko se izgubimo nekje v tretjem nivoju poglobljenih menijev. V notranjosti DS4 so dejansko kar 4 zasloni. Poleg osrednjega se drugi in tretji nahajata pred voznikom. Najprej je tu projekcijski zaslon, ki nam najpomembnejše podatke za vožnjo prikazuje v vetrobranskem steklu. Pod njim pa je še en običajen zaslon. Ta sicer ne ponuja nič zelo posebnega, no vsaj dokler avto ni opremljen s funkcijo nočnega vida. Takrat lahko na tem zaslonu spremljamo sliko kamere, ki s pomočjo zaznavanja toplote opozarja na pešce in živali, ki bi nam utegnili prečkati pot. Sistem se je pri vožnji po noči na neosvetljeni cesti izkazal za zelo koristnega, saj žival zazna že preden bi ta utegnila skočiti na cesto, mi pa lahko temu primerno že prej zmanjšamo hitrost. Četrti zaslon pa je pravzaprav majhna tablica, ki omogoča vnašanje informacij ali izbiranje po meniju na dotik. Mi velike uporabne vrednosti tej novosti ne bi pripisali, predvsem zato, ker je tablica zelo slabo razumela naše pisanje. No, odgovorni pravijo, da bo ta tablica prišla prav predvsem Kitajcem, kjer bo delno nadomeščala tudi glasovne ukaze. Sistem naj bi imel namreč pogosto kar težave pri razumevanju njihovega jezika. Praktično vse površine v notranjosti so zelo mehke oziroma oblazinjene. In to je še posebej pomembno pri površinah, ki se jih največ dotikamo. Zelo prijetni na otip so tako volanski obroč, pa vratne obloge, pa seveda sedeži, ki ob udobju nudijo tudi masažno funkcijo. In za nameček je v mehke materiale odeta tudi sredinska konzola skupaj s pokrovi odlagalnih mest, ki jih je za vsakdanjo rabo povsem dovolj. Če vam je všeč bolj utesnjen vozniški položaj, potem se boste v tem avtomobilu odlično počutili. Visoko dvignjena je recimo armatura, visoko dvignjena je tudi sredinska konzola in tudi položaj sedenja, položaj sedeža je spuščen dokaj nizko. Ta stisnjen vozniški položaj pomeni dobre novice za vožnjo, pa naj bo ta dinamična ali umirjena. No, po drugi strani pa pomeni tudi, da se boste v tem avtomobilu najbolje počutila dva.
To ugotovitev podkrepi tudi sedenje na zadnji klopi, ki je sicer udobno, a višje rasle osebe bodo občutile kar nekaj prostorske stiske. Stopal namreč ne moremo potisniti pod prednji sedež, pa tudi po višini kar hitro zmanjka prostora. Poglejmo še prtljažnik. Pri bencinski različici imamo za 430 litrov uporabne prostornine, ampak v našem testnem avtomobilu je imamo nekoliko manj, točneje za 40 litrov manj. To gre na račun baterije priključnega hibrida, ki se nahaja na dnu prtljažnika. DS4 ima lahko tudi le bencinski ali dizelski pogon, priključno hibridni pogon pa se skupaj s svojimi prednostmi seveda nahaja na vrhu ponudbe. To pomeni, da je tudi najdražji. Točneje za dobrih 8000 evrov dražji od najzmogljivejšega bencinskega motorja. Ampak priključni hibrid seveda prinaša možnost vožnje le na električno energijo. Po zaslugi baterije s kapaciteto 12,4 kWh lahko na elektriko prevozimo med 30 in 50 km, številka pa je seveda odvisna od zunanjih temperatur in hitrosti vožnje. Kaj pa vozne lastnosti? Ključno jih zaznamuje aktivno vzmetenje, ki prilagaja delovanje s pomočjo kamere na vetrobranskem steklu. Ta kamera skenira oziroma išče neravnine na cestišču pred nami. Delovanje aktivnega vzmetenja vam sicer težko prikažemo, lahko pa vam povemo, da je DS4 izvrsten pri udobju in nekoliko nepričakovano celo pri dinamični vožnji. Ker se podvozje tako učinkovito prilagaja potrebam, lahko DS4 ponudi izjemno učinkovito blaženje neravnin, po drugi strani pa je tudi pri hitri vožnji skozi zavoje izjemno malo nagibanja vozila, za nameček pa je nadpovprečno natančno in odzivno tudi krmiljenje. DS4 ni več le tipično francosko udoben avto, pač pa je lahko s svojo vozniško suverenostjo namenjen tudi zahtevnim voznikom. Izmed asistenčnih sistemov velja pohvaliti predvsem delovanje matričnih LED žarometov, tu pa je tudi sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu, ki bo lahko z drobnimi premiki volana na voznem pasu tudi bolj natančno določimo pozicijo. Pametni prediktivni tempomat bo še potreboval nekaj razvoja, da se bo spoprijateljil s slovenskimi cestami. V našem testnem avtomobilu pa smo pogrešali tudi kapacitiven volan. DS4 res ponuja nekoliko drugačen občutek od nemške konkurence in mi trdimo, da bo ta občutek marsikomu precej všeč. Tekom našega testa smo dobili precej vprašanj, kam pa pravzaprav ta avto sodi, ali je to še Citroen? In naš odgovor je ne. Ta avto je popolnoma nekaj drugega. DS namreč piše popolnoma svojo zgodbo in to je do kupcev tega avtomobila tudi edino pošteno. Ta, za zdaj še nenavaden avto na slovenskih cestah, si po našem mnenju preprosto zasluži več pozornosti avtomobilske javnosti. Je dovolj francoski, da je zanimiv, po drugi strani pa tudi dovolj običajen, da njegovo lastništvo ne bo popolnoma nič posebnega.